Denis Tekavčič iz Kočevja je zbiralec starin, ki svojo zbirko razstavlja v majhnem muzeju pri sebi doma. V svojem muzeju ima stvari, ki so kočevska kulturna dediščina. Predvsem predmete kočevskih Nemcev, ki so v Kočevju živeli med drugo svetovno vojno. Več o tem boste izvedeli v prispevku, zato ostanite z nami. Starine sem začel zbirati ko sem bil star 13 let. Navdušilo me je, kriv je film Indiana Jones, ker se veliko dogaja, kako so v starih časih ščitili, pazili na stare vrednote prejšnjih ljudi, ko so živeli, pa so uporabljali te predmete. In danes je škoda, da se to vse porazgubi, ker danes prihaja nova tehnologija, starine so pa na žalost počasi izginile. Jaz pa pri tem vztrajam, da jih ohranjam in spravljam, zaščitim, da bojo lahko videli naslednji rodovi, da bojo lahko si naprej uživali, ogledovali, kakšne stvari so prej stari ljudje uporabljali. Ta muzej že stoji od leta 1997, prej sem imel muzej pa na drugi lokaciji, tam, ko je bilo včasih rudniške hiše male, ampak je bilo, na žalost, je bil velik požar in je zgorelo. A pa sreča, stvari so ostale cele. Zato sem se preselil v to hišo. Tukaj so bili včasih rudniška stanovanja, so ljudje živeli, ko so tukaj delali v rudniku. In te prostori so potem ostali prazni. Mi smo potem to hišo kupili in jaz sem ta del se odločil, da bom začel zbirati stvari in sem naredil en majhen muzej. Počasi bom začel pa širiti. Te predmete najdem tako, večinoma mi prinesejo moji prijatelji, znanci, vejo, da jaz zbiram stare predmete in mi prinesejo na dom. Potem jaz te stvari očistim, popravim, pobarvam, če je treba, potem lepo razstavim in ostane tu. Večinoma tudi hodim v gozd, imam svoj detektor, odkrivam starejše predmete iz zemlje, veliko zanimivih primerkov, pasti, orožja, deli sekire stare, sablje, pištole, čelade, veliko lepih zanimivih stvari najdem. Te predmete imam večinoma, ki so prej uporabljali v trgovinah, page, potem stare vilice, uteži, stari stroji šivalni, stari grafični stroji iz kočevskega tiska, pa veliko slik, stari instrumenti. Slišim uro, začela zvoniti. Tudi lepe umetnine, kipe, vse, kar je lepega, pa kar je malo obstaja. Je škoda, da se izgubi. Imam povezave s Kočevskim muzejem, če kaj oni rabijo, jaz jim posodim in potem oni meni vrnejo. Moje glavno pravilo, kar jaz najdem v gozdu, res ni moje, ampak od vseh nas. Zato teh stvari ne prodajam. Kar ostane pri meni, ostane tukaj ali posojam muzejem po Sloveniji. To.
To, kot ste prej videli, je star nemški kinoprojektor, ki so med drugo svetovno vojno uporabljali za prikaz načrtov, kam poti vodijo za napad. Pa to je originalni stari nemški kinoprojektor, letnik 1936. Če vidim, da je dober kos res zelo malo obstaja na svetu, ga seveda tudi se potrudim, poskusim ga kupiti ali pa menjavamo, naredim eno delo, oni pa za zamenjavo meni da predmet. Direktor mojega kočevskega tiska mi je dal, brez plačila. Vedel je, da bom to imel. To je isto pomembna kočevska zgodovina, ker to že obstaja, ta stroj od leta 1825 in to so uporabljali za prvi tisk in vroči tisk za diplome, posebne tele, rečemo, uradni dokumenti, pa tako naprej, pa tudi za prva stran knjige, na primer, pokazal. To je zlati tisk. Pa pride folija. Tole folija gre skozi, potem pa tale stroj stisne in potem tole damo stran in ostane tole zlati tisk, ostane tukaj na površini papirja. To. To je bil včasih moj stric in stari ata, so bili zaposleni dol v rudniku in seveda imam tudi njihove stvari spravljene in v tem muzeju. So kopali, ne. Za udarjanje, tukaj so pa tolkli gor, ne, pa so po premogu kopali, ne. So uporabljali maske za proti strupenim plinom. Velikokrat so se dogajale nesreče, eksplozije, zato so tudi imeli veliko tabel za umik. Na primer, plin, ko je začel prihajati, so imeli veliko table, je kazalo pot, kam morajo bežati. Moja največja želja je, da bi ta prostor poskusil razširiti, pa bi lepo imel po vrsti zloženo, od najstarejših do najnovejših starin, da bi imel lepo po vrsti spravljeno. To je moja največja želja. Ampak prvo moram narediti stanovanje, potem pa lahko naprej tu širim. Velikokrat na obisk hodijo sodelavci in kolegi, ko sem včasih v šolo hodil, in seveda sošolci pridejo na obisk velikokrat, kaj je novega, kaj se širi, kaj si še dobil, zanimivo gledajo, veliko zanimanja. Tu imam pa tudi stare cerkvene orgle, glas lesene. Oni so mi dali meni dve piščali, in jaz sem seveda zmontiral in seveda tudi delajo. Glejte.
To staro puško sem našel v gozdu, ki je ležala in seveda les na njej je že zgnil in ostalo je samo še železo in njeni vsi deli, pijaki in sem seveda lepo skrbno očistil. Zanimivo je, da je ostalo ohranjeno usnje tule gor, ki je bil prej včasih pas. Ta puška je letnik 1896. Kot vidite, tukaj stoji tudi mali muzej na prostem. Tukaj na mojem vrtu sem naredil kot kopijo, kako je izgledal včasih rudnik, ki so delovali mali vozički za premog. No, tukaj, kot vidite, tale je originalna tabla za glavni vhod v naš rudnik v Kočevskem tukaj. Zdaj bom pokazal, kako deluje, ko sem ga popravil. Tega sem našel, ko sem tam kopal za ribe jamo. Seveda ta je bil notri pod zemljo skrit in seveda sem jaz to kopal ven, so mi prijatelji pomagali ga ven dati. Potem sem naredil novo leseno konstrukcijo, kolesa sem vrnil nazaj, namazal z oljem ležaje. Se veselim, če kdo ima kakšne stare predmete doma, šivalni stroj ali likalniki, vseeno kaj, vaza. Škoda stran v smeti, ne mečite v smeti, lahko seveda prinesete tu, pa bom jaz seveda to očistil in bom dal postaviti za okras, za moj muzej. Če imate doma kakšne starine in jih ne rabite več, stopite v stik z Denisom Tekavčičem preko mobilne številke 040 710 611 in se z njim dogovorite. Muzej zaenkrat še ni odprt za širšo javnost, več pa se lahko dogovorite z njim. Hvala za pozornost in nasvidenje.